GEN-I je skupnost zadovoljnih strank in zaposlenih. Začetek GEN-I-ja sega v leto 2004. Javno-zasebno partnerstvo vnese nove pristope na slovenski trg energije. Pred GEN-I-jevim prihodom na trg je na energetskem trgu vladal monopol. Posledica monopola so bile visoke cene. GEN-I z vstopom na trg ponudi cenejšo in bolj pravično elektriko po tržnih cenah, z mislijo na gospodinjske odjemalce, ki so pred njegovim vstopom plačevali občutno dražjo elektriko, kot bi jo lahko. Zganila se je politika. Takratni direktor Direktorata za energijo Janez Kopač je dejal: GEN-I s svojo ponudbo poceni elektrike niža vrednost državnega premoženja. Če bo GEN-I postal premočen, bomo ukrepali, in to prek nadzornega sveta državne GEN energije, ki je tudi polovični lastnik GEN-I-ja. Zganila se je konkurenca. Tudi oni so nato spremenili način poslovanja in znižali cene za gospodinjske odjemalce. Zganili so se gospodinjski odjemalci, ki so se opogumili in zamenjali dobavitelja ter s tem občutno zmanjšali strošek na položnici. V Sloveniji leta 2012 podjetja plačujejo do 31% dražjo ceno plina kot drugje v Evropi. Takratni največji dobavitelj Geoplin je trdil, da ima zvezane roke, pa jih je imel res? Politika ni naredila ničesar. Za podjetja veliko naredi GEN-I. Z njegovim vstopom na trg so odjemalci dobili tržne cene plina. Isto leto nizko ceno plina ponudi tudi gospodinjskim odjemalcem, ki prihranijo do 400 evrov na leto. O cenovni vojni na trgu zemeljskega plina danes študenti pišejo diplomske naloge. Takratna prva dama Agencije za energijo Irena Praček trdi, da je trg zemeljskega plina v Sloveniji živel že pred prihodom GEN-I-ja, je pa priznala, da so se šele po prihodu novega igralca na trg znižale cene. Strokovnjaki prepoznajo korist GEN-I-ja za družbo in zapišejo: ne le, da so koristni, tudi za žep navadnega potrošnika so dobrodošli. Gledate graf Eurostat, ki prikazuje gibanje povprečnih cen zemeljskega plina v Sloveniji in Evropi, dokazuje pozitivni učinek vstopa GEN-I-ja na trg plina. Že leta 2016 se nakazuje, da bo Slovenija zaostala za zastavljenimi cilji na področju obnovljivih virov energije. Postopki postavitve sončnih elektrarn so bili za navadnega odjemalca izrazito zbirokratizirani in zapleteni. Slovenskim gospodinjstvom ponudi postavitev sončne elektrarne na ključ in s tem močno poenostavi odločitev za investicijo v samooskrbno elektrarno, GEN-I namreč. Z grafa je razvidno, da GEN-I poživi trg in s tem pripomore v Sloveniji k zasledovanju ciljev obnovljivih virov energije. GEN-I je že 8. leto najbolj zaupanja vreden dobavitelj. Zaupa mu 400 tisoč odjemalcev. Danes je GEN-I vodilni promotor inovacij. Danes je GEN-I vodilni promotor zelenih tehnologij. GEN-I ni tipično energetsko podjetje. Minilo je 12 let, akterji so drugi, način delovanja ostaja isti. Spoštovani predstavniki medijev, gospe in gospodje, spoštovani člani sveta delavcev GEN-I-ja, vsi cenjeni gostje, pozdravljeni na tiskovni konferenci, namenjeni temeljitemu in celostnemu vpogledu v dogajanje zadnjih 14 dni v družbi GEN-I in seveda v njenem širšem družbenem okolju. V ospredje vabim prvega moža GEN-I-ja, predsednika družbe, doktorja Roberta Goloba. V kako velikega igralca
na energetskem... Dober dan. V kako velikega igralca na energetskem trgu ste zrasli v zadnjih 15 letih, smo slišali uvodoma. Pozornost javnosti zadnjih 2 tednov težko podre rekorde vaših zastavljenih ciljev. Vaša artikulacija, vaš način pripovedovanja zgodbe o uspehu je zelo vezan na številke, te zelo dobro poznamo, razumemo. Seveda poudarjate, da tudi grafična podoba najbolj ostane v spominu, zato predlagam, izvolite, povejte nam o vaši strategiji in ciljih v prihodnosti. Hvala lepa. Res en lep pozdrav vsem in hvala, da ste danes tukaj z nami. Jaz si bom dovolil, da vam predstavim prezentacijo, ki je bila namenjena nadzornikom državne Gen energije. Pa je niso želeli videti. Jo bojo pa zdaj mogoče preko spleta. Kdo smo? Ker to je tisto, kar nas determinira. Če ne vemo, s kom imamo opravka, potem ne moremo presojati njegovih dejanj. In zaradi tega ni odveč, da vsakič posebej poudarimo, kdo smo, ne kdo sem, kdo smo v Geniju. Geni je edino slovensko energetsko podjetje, ki sega od Gruzije pa do Španije, od Poljske pa do Turčije. In ravno zaradi tega, ker smo dominantno orientirani na tuje konkurenčne trge, smo tako drugačni. Če bi bili mi državno podjetje, na tisti mapi bi mogoče videli Slovenijo, pa še en del bivše juge, pa bi se pa ustavilo. Zato, ker državni upravitelji, ostali, pač ne razumejo tujih konkurenčnih trgov. Kdo smo? Jaz imam neverjeten privilegij, da lahko delam s 500 tako predanimi ljudmi, ki ne samo, da so najboljši, ampak ki verjamejo v tisto, kar počnejo. In ta privilegij je tisti, zakaj sem danes tukaj, ker se ne borim zase. Se borim za njih in se borim za poslanstvo, ki ga hočemo uresničiti za dobro cele Slovenije. In ne bomo dovolili, da nam katerakoli politika, pa če je to leva, kot ste videli prej, ali sedanja desna, uniči prihodnost naših otrok. Zato smo danes tukaj, vsi, ne samo jaz. Kaj je tisto, kar nas motivira? Ko smo začeli, in začeli smo kot popolnoma privatno podjetje, pa se ne skrivamo, smo hoteli zaslužiti. 2006 je bil naš primarni cilj, dokažemo se, da znamo zaslužiti v tujini. Dokažemo se, da znamo na mednarodnih trgih zaslužiti denar. Smo ga tako hitro zaslužili, da že v 2009 smo rekli, ups, a bi mi to malo delili še s kom? Ne strpali v žepe, ne kupili jahte. Ne, dajmo deliti. In s kom smo delili? Ste videli prej. V 2009 smo naše poslanstvo nadgradili. Hočemo deliti vrednost, ki ustvarimo v tujini, slovenskimi odjemalci. Proti politiki. In tudi proti državnemu premoženju, ja. Pa kaj, če niso znali delati boljše? In danes smo si zastavili še večji cilj. Danes smo si zastavili cilj, da bomo razogljičili našo družbo. Ne bomo reševali samo problemov sedanjosti, hočemo poskrbeti tudi za prihodnost naših otrok. In to je tisto, kar nas motivira. Vemo, kam drvi svet in nočemo gledati križem rok. In tudi ne bomo. Kako to uresničujemo? Pa se boste rekli, vse je easy. Digital pa green, ja, digitalno pa zeleno. Vsak, ki se bo dal v to, da je digitalen pa zelen, bo uspel. Ja, vse je res. Da moramo to tudi verjeti. Mi verjamemo že 5 let. In letos žanjemo prve uspehe. Žanjemo uspehe, da delujemo po principu popolnoma zasebne podjetniške kulture delovanja, z meritokracijo, nagrajevanjem in vsem, in vsi dobički, jih ni malo, ko boste videli kasneje, ostanejo državi. Zakaj državi? Smo ponosni, da smo Slovenci, ker smo ponosni, da nekaj prispevamo državi in nimamo s tem nobenega problema. Vsi dobički ostanejo državi. Kljub temu, da delamo in se obnašamo in živimo, kot da je to podjetje ne samo naše, ampak naš otrok. In v 2021, eni boste rekli slučajno, in bom pa rekel, gotovo ne, podiramo vse rekorde. Ravno v letošnjem letu, tudi tega nadzornikov ne zanima, ravno v letošnjem letu, tudi SDH-ja ne, in tudi vlade ne. V letošnjem letu podiramo vse rekorde. Če pogledate ta graf,
lahko bi ga narisali, da gre skozi streho. Ker točno to se nam dogaja. Mi smo toliko investirali v digitalni in zeleni potencial podjetja, tudi in predvsem v zaposlene, ker smo res hoteli dobiti najboljše zaposlene. Pri nas je povprečna starost 35 let in jaz sem tisti, ki kvarim povprečje. Sicer so še mlajši. In še enkrat, imam strašen privilegij, da lahko delam s tako množico tako mladih in tako motiviranih ljudi. In zaradi tega imamo take rezultate. In od teh 3 milijard, ki jih bomo prvič realizirali, jih je 91% ustvarjenih zunaj Republike Slovenije. Že prihodkov, dodane vrednosti pa še malo več. Zato, ker naš cilj je, da smo najboljši na svetu. Naš cilj ni, da smo tle ena povprečna kloaka slovenska, kamor nas peha sedanji SDH, politika in še kdo zraven. Vedno smo bili najboljši, vedno smo stremeli k temu in tudi zdaj stremimo k istemu cilju. Dobiček bomo letos presegli skoraj za 4-krat. Tle je 3,5, ker smo hoteli biti konzervativni, do konca leta sta še 2 meseca, ja, če ne bo politiki uspelo, da vmes uniči GEN-I, bomo presegli za 4-krat dobiček. In potem boste vprašali, super, to vam zdaj uspeva neki dobiček, kaj pa je dobiček? Zdaj se strinjam, zdaj sem vam povedal, dobiček nas je zanimal prva 3 leta. Ampak v poslovnem svetu je dobiček pomemben. In veste zakaj? Zato, ker z njim lahko financiraš vse ostalo, ker lahko financiraš svoje osnovno poslanstvo. In to je poceni energija za odjemalce in to je razogljičenje Slovenije. O tem bom še kasneje več govoril. In kar je bolj pomembno, zato ker smo taki, kot smo izjemno odporni na krize. To je pa tista dodatna, če hočete, vrlina, večja, ko je kriza, boljši smo. In to ni slogan. To kažejo naši rezultati. Takrat, ko je kriza, lahko tudi bolj pomagamo, ker smo boljši. Te si ne želiš, da so vsi na kolenih. Ko so vsi na kolenih, biti dober, takrat moraš deliti. In mi delimo. In ko je prvič lani udarila zdravstvena kriza, kaj smo naredili? Samo iniciativno. Znižali cene vsem gospodinjstvom. Noben nas ni pa nič vprašal. Vsi so pa razumeli in bili zadovoljni s tem, da smo prepoznali, da so v stiski. Čeprav mogoče ni bila finančna. Je bila mogoče bolj psihološka stiska, ker je bila zdravstvena kriza. Ampak smo vedeli, da moramo stati ljudem ob strani. Vedeli smo jim, da moramo pokazati, nismo sami, vsi smo del skupnosti. To smo znižali cene, ker to je tisto, kar lahko naredimo. Ko je nastopila energetska kriza, v resnici mimogrede sploh še ni nastopila. Vsi efekti energetske krize šele prihajajo. Samo napoveduje se. Cene so res že zrasle, to so cene za prihodnje leto. Ampak zares se bojo poznale v prihodnem letu. Ampak cela Evropa govori o energetski krizi. Celo politiki, ne v Sloveniji, v Evropi, ukrepajo na račun energetske krize. V Sloveniji, kdo je ukrepal do zdaj? Naši konkurenti so dvignili cene, v redu, oni so ukrepali na svoj način. Drugi konkurenti, ta majhni, so odpovedali pogodbe, pa so rekli, mi gremo, znajte se sami. Tudi oni so ukrepali na svoj način. Kaj naredil GEN-I? Edini. Zamrznili smo cene. Ker smo rekli, razumemo in ne bomo spravljali v stisko naših zvestih odjemalcev, ker smo poskrbeli za njih. Ker vemo, da je odgovornost na komu? Na njih ali na nas? Na nas. In ker smo odporni na krizo in ker nam očitno gre neverjetno dobro, pa ne zaradi tega, ker bi nam kdo kaj šenkal, ampak zato, ker smo najboljši na svetu, zato lahko pomagamo. V Sloveniji biti najboljši ni vedno najboljše, ne? Mogoče v tem primeru drugače. In smo to zavezo dali, a vi mislite, da je bila politika, resorni minister, na tem, kar smo naredili pred 14 dnevi, zadovoljen? Malo morgen. Takrat se je začelo govoriti, da zdaj pa Golob res mora iti. Ker je naredil tisto, kar politika ni hotela. Ni hotela izvesti čisto nobenega ukrepa. Še danes ne. Pa ima na razpolago Evropski toolbox, pa ima na razpolago predloge gospodarske zbornice. Tako težko kaj naredi dobrega za ljudi.
Žal to velja ne glede na to, z katere stranke prihaja minister. Prihaja podnebna kriza, največja od vseh. Vse ostalo je brez veze. Vse, kar sem do zdaj govoril, stvar trenutka, ki gre mimo. Ta hudič ne gre mimo. Ta hudič stoji in se nam smeji, ker ve, da ne naredimo dovolj, ali pa domače skoraj nič, da bi se mu izognili, ker mu prihajamo v naročje. Prihajamo v naročje zaradi politike. Ja. Tudi govori več nekaj dosti, pa če že govori, naredi nekaj dosti ne. In ko boste videli kasneje, raje kaj negativnega naredi, kot pa pozitivnega. In ja, podnebno bo nevtralna Evropa 2050. To pomeni, da v tem mandatu seveda ni treba nič delati, v naslednjem mandatu seveda ni treba nič delati, še na 4 mandate lahko čakamo, kje je 2050. Ni res. Problem podnebne krize je, ne samo to, da so prve poplave že tu in v Evropi, ne samo to, da je migrantov vedno več in so že v Evropi. Ne, problem podnebne krize je, da se te nesrečne emisije kopičijo in vsaka emisija, vsaka tona CO2, ki jo danes pustimo v zrak, tam ostane. In vsaka od njih bo povečevala učinek podnebne krize v vseh naslednjih letih, ko bodo naši otroci upali, da dočakajo našo starost. Vsaka tona po sebi. In zato moramo reagirati takoj. In zato ni cajt za govoriti in ni cajt za biti všečen, cajt za delovanje. In kaj smo mi naredili? Ja, naredili smo strategijo. Naredili smo strategijo, s katero hočemo dokazati, da ta podnebna kriza, ki zahteva takojšnje delovanje danes, je na koncu za poslovni svet celo poslovna priložnost. Wow, neverjetno. Spravi, spet podiramo tabu. Tabu, ki pravi, kriza nas bo stala, zato ne smemo prehitevati. Nič nas ne bo stala. Moramo prehitevati. Tukaj se splača. Splača se vsem nam. In še otroci bojo lahko imeli normalno življenje. Ali pa nekatere od vas mlajših. Ja, in ker sem rekel, da imam mlajše sodelavce in sodelavke, ja, vsi oni bojo lahko imeli normalno življenje. In zato smo naredili več stvari. Naš načrt ni samo naš načrt. Rekli smo, hočemo združiti v boju proti podnebni krizi vse, ki pozitivno mislijo v Sloveniji. Povezali smo se v zelenim konzorcij z sistemskim operaterjem, z Elesom, z distribucijami, povezali smo se z našim največjim lastnikom, Gen Energijo, pripravili smo načrt, kako bomo celotno slovensko energetiko razogljičili. Sej upam, da vam je logično, da običajno vlade pripravljajo take načrte, ne? Razen v Sloveniji. In načrt celo deluje. Skupaj z Gen Energijo smo ugotovili, da lahko sami z našim delovanjem do leta 2035, bistveno pred rokom. Zakaj pred rokom? Ker vsaka tona šteje. Razogljičimo celo energetiko. Kljub temu, da manjka, ste videli, koliko je manjko, koliko virov novih rabimo. Ampak postajajo tehnologije. In te vire, tukaj je scenarij, ko se zgradi drugi blok. A je dovolj? Ni dovolj. Vse je logično, da ni dovolj. Ja, rabimo nove vire. Poleg jedrske energije rabimo še nove vire. Rabimo na polno delati na obnovljivih virih danes. In to je ta scenarij, ki smo ga pripravili. In ki je v celoti in popolnoma izvedljiv. Politiki povejo, da imaš načrt, kako bi izvedel nekaj, kar je njihova naloga, ti si pa celo ustavljen to izvest, njek. Ne, težko sprejemajo. Tup, raje dajmo uničiti. Kaj je tisti scenarij? Kaj je bistvo scenarija? Bistvo scenarija je, da bodimo realni. Načrt mora biti izvedljiv. Če smo poslovneži, bomo gledali, kaj lahko res naredimo in resničimo. A lahko sanjamo, da bomo s hidropotencialom rešili razogljičenje? Ne moremo. A lahko sanjamo, da bomo z vetrom razogljičenje izvedli? Ne moremo. Katera je tehnologija, ki je cenovno dostopna vsakemu, poudarjam vsakemu človeku, in katera je energija, ki je sprejemljiva za vsakega človeka? Sonce. Edina. Da smo še živeli, ko sem bil malo mlajši, pa smo živeli bolj optimističnih cajtih, čeprav pod hudo represijo komunizma, smo verjeli, da živimo v deželi na sončni strani Alp. Pa se je pa tudi to, tako kot je drugega v zadnjih 30 let izgubilo nekam. Smo pozabili, da smo na južni strani Alp. In ko se čudimo, če imajo leži več sončnih elektrarn, kot jih ima Slovenija, jih imajo Švedi,
Ja, se pri njih res poleti cel dan sije, wow. Pri nas pa je, da sije malo več, vseeno, malo bolj kontinuirano. Ampak to, da moramo zgraditi za 5 teravatnih ur obnovljivih virov energije, se sliši ogromno. To, da imamo mi načrt, kako bomo do tja prišli, je pa tisto, kar nas dela drugačne. In smo pripravljeni prevzeti odgovornost, da bomo razogljičili v celoti in zgradili, poskrbeli, ne sami, skupaj, ker mi vedno delamo vse skupaj. Da bomo poskrbeli za to, da se bo v Sloveniji zgradilo dovolj sončnih elektrarn, da bodo ti cilji izpolnjeni. In veste, kako neverjetno preprosto, saj ste videli prej predstavitev. Mi bomo prvi, mi bomo ostalim pokazali pot. Pokazali jim bomo, da je to poslovna priložnost. In kot vedno do zdaj, bojo ostali sledili. Mi ne pričakujemo, da bomo zgradili vse sončne elektrarne v Sloveniji. Samo 20% jih bomo. Toliko je naš delež danes. Ampak, ko smo začeli, je bil delež 0. Potem je bil prvo leto 50%, potem je bil 40%, potem je bil 30% in zdaj se je ustalil na 20%. In to je čisto v redu, ker to je edini način, da zmakneš trg, pritegneš vse ostale, ker konkurenca je zdrava tudi za nas. Pritegneš vse ostale in skupaj z njimi uresničiš tisti cilj, ki je civilizacijsko najbolj pomemben. In to je razogljičenje energetike. In za ta cilj, lej zlomka, se vrnem, kaj vam pravi politika? Razogljičenje je super, ampak koliko bo to stalo? Wow, 10 milijard. Kje jih bomo dobili? Mi smo prišli, smo rekli, sorry, fantje, mi ne rabimo državnega denarja. Ves denar, vse naše načrte bomo sfinancirali sami. Z našim uspešnim poslovanjem, pa s tem, ko bomo pritegnili konkurenco, ki je zasebna. Državnega denarja potrebujemo 0. Težko, hard. Naredili smo cel konstrukt, kako finančne sklade angažirati, kako dati ljudem priložnost, da bojo svoj zasebni kapital preko namenskega, če hočete varčevanja, če hočete naložbenja, vseeno. Ko bojo skupaj z nami gradili to prihodnost. Ja, mislite, da je slab odziv? Tepejo se, da bi lahko vlagali v to. Tepejo se naši penzijski skladi, tepejo se zasebni vlagatelji in fizične osebe. Mislite, da bo politika to pustila? Obstoječa. In se vrne na točko, ki pravi, zelena preobrazba je nujna, da je nujna. In ni noben bav. Zelena preobrazba je enkratna, poslovna in tudi civilizacijska priložnost. Mi to dokazujemo vsak dan. In če nič drugega, ti želim, da bi danes to še kdo kupil in verjel in se podal skupaj z nami na to pot. Zaradi tega, ker pokazatelji, ki kažejo, kaj pomeni, ko se podjetje, kot je GEN-I, ki je bilo lani vredno 150 milijonov, poda na to pot, pove, da je vredno 1 milijardo na koncu te poti. Rast vrednosti. Pa vse, če meni ne verjamete, bi lahko si pogledali na internet, pa poglejte, kaj dela Tesla. Kaj vam sploh razlagam? V Sloveniji je to tako težko včasih komu dopovedati. Zelena preobrazba je ne samo trend. Še nikoli do zdaj ni bilo poslovne priložnosti, ki bi v nekem trenutku lahko prinesla toliko koristi tako širokemu krogu ljudi. In Slovenija danes ima celo šampiona na tem področju energetike. To je GEN-I. Ampak politika je rekla ne. Politika je zavrnila te načrte. Ne samo, da je niso zanimali. Politika je dala navodilo, da morajo glasovati proti. In to je tragedija Slovenije, ampak kot smo začeli. Politika nam govori ne od prvega dne. In mi smo še vedno tle. In vsak dan boljši. Hvala lepa.
Hvala lepa, gospod Robert Golob. Izvolite, počakajva tu skupaj na priložnost, ki jo bomo dali novinarjem, vendar šele čez nekaj trenutkov. Pred tem dovolite, da spregovorita še dva govorca, in sicer predsednik Sveta delavcev GEN-I-ja, gospod Vito Panič, in podpredsednik Sveta delavcev, gospod Sandi Kavalič. Lepo prosim. Spoštovani predsednik uprave dr. Robert Golob, spoštovani člani uprave, sodelavke in sodelavci, kolegice in kolegi, spoštovani mediji, lep pozdrav v imenu Sveta delavcev podjetja GEN-I. Zaposleni v podjetju GEN-I, v skupini GEN-I, smo že nekaj tednov vse bolj zaskrbljeno opazujemo diskusije v medijih glede politično obarvanega konstrukta ter posege v korporativno upravljanje našega podjetja. Še posebej v zadnjih dnevih so nas pretresle informacije o nesoglasjih glede imenovanja naslednjega poslovodstva, saj zaradi tega v negotovost postavljamo obstoj podjetja GEN-I, kot ga poznamo danes in kot smo ga zaposleni skupaj s poslovodstvom začeli postavljati od samega začetka. Ker čutimo pripadnost podjetju in čutimo pripadnost širši skupnosti GEN-I, vrednotam, vrednote, katere poosebljamo in uporabljamo pri naših vsakodnevnih nalogah, smo v teh negotovih trenutkih zaposleni GEN-I-ju odločni in soglasni, da odgovornost in zaupanje, ki nam je skozi leta zagotavljalo poslovodstvo, povemo jasno in kategorično za izjavo podpore in nadaljnjega zaupanja poslovodstvu, ki je to podjetje od skromnih začetkov pripeljalo do današnje uspešnosti mednarodnih razsežnosti. Za soodgovornost, katero nam dolga leta je namenilo to poslovodstvo, pomoč in podporo, prosimo najprej predvsem odločevalce, katerim smo tudi včeraj poslali odprto pismo zaposlenih, kjer smo še dodatno obrazložili in predstavili našo vizijo ter naša stališča, saj dolgoročni obstoj uspešnega in uglednega podjetja, prihodnost 500 in več zaposlenih ter navsezadnje več kot 400 tisoč odjemalcev odvisno predvsem od njih. V tem trenutku od tega pisma ni minilo niti 24 ur in priča smo bili mnogo pozitivnih odzivov, tako strani poslovnih odjemalcev, kot tudi gospodinjskih odjemalcev. In mnogo močne podpore celotnemu poslovodstvu, predvsem pa doktorju Golobu, kajti mnogi od njih tudi v njemu vidijo blagovno znamko tega podjetja in vidijo navdih za čistejšo energetsko prihodnost Slovenije. Nujno je, da se pri oblikovanju poslovodstva za bodoči mandat zagotovi nadaljevanje vizije, zagotovi najmanj enako raven profesionalnosti, strokovnosti, odgovornosti do zaposlenih in do širšega okolja. Prepričani smo, da tovrstne vizije, strokovnosti in kapitala v znanju ni enostavno dobiti v slovenskem, verjetno tudi ne v mednarodnem prostoru. Ni enostavno dobiti, če k temu prištejemo še 15 let in več izkušenj. In ravno 15 let in več izkušenj ne sprejemamo kot moment za zamenjavo, temveč kot dopolnjevanje vrzeli v mladem kolektivu. Skupaj gradimo prihodnost, naše uspehe delimo z našimi odjemalci, partnerji, investitorji, z vami. V skupini GEN-I nimamo strojev, nimamo proizvodnih linij. Edini kapital smo zaposleni, ki imamo srce in razum, katerega uporabljamo pri vsakodnevnih opravilih za razvoj poslovanja, za boljši dobrobit vseh deležnikov.
In to v prid temu govorijo tudi vedno boljši rezultati, vedno več zaposlenih in navsezadnje tudi skrb za čistejši jutri. Smo dokaz, kaj vse je možno, če se sodeluje. Smo dokaz. Zato tukaj in sedaj prosimo za podporo, da lahko po poti, ki smo do zdaj prehodili skupaj, nadaljujemo skupaj. Hvala, Vito. Jaz bi rad predstavil še nekoliko bolj insight, kako izgleda to in kako resno vse skupaj še dejansko iz tiste fronte, tam, ko smo tisti strokovnjaki. Morate vedeti, da smo svet delavcev bili izbrani kot tista najbolj strokovna avtoriteta, ki jo imamo na GEN-I-ju. Mi smo bili izbrani strani vseh sodelavcev. Zakaj to poudarjam je? Zato, ker sem ponosen na to, da smo dejansko vsi delavci tako družbeno odgovorni, da smo si upali stopiti sem in se kot strokovnjaki izpostavljamo politično, da lahko pokažemo, kako resna je ta zadeva lahko v naslednjem tednu. Ko pridejo naši sodelavci iz teh skupščin in jočejo, kaže na to, da so zadeve resne. In ko smo se spraševali, zakaj so resne, smo ugotovili, da nimamo odgovorov, da ne moramo niti sooblikovati, da ne moramo niti predstaviti, kako čutimo to. In smo se spraševali v čem je dejansko sploh res tisti ključni problem. Razumemo politične ambicije, razumemo, da se gleda na GEN-I kot neka kapitalska naložba, denar. Razumemo neke družbenike, oziroma vse družbenike, ki se pogovarjajo o tem, kakšna mora biti vizija in iščejo konsens na ta in kaj bi mogli podpreti. Vedite pa, da na GEN-I-ju ta capability, ki ga imamo, je lahko dejansko, oziroma skrbeli smo, da smo capability zgradili za podporo vsega. Zgradili smo neverjetno trgovalno infrastrukturo, zgradili smo neverjetne servise našim odjemalcem. Kaj še? Podpremo lahko karkoli. V čem je pa dejansko problem? Problem je v dialogu. In družbena odgovornost se začne z dialogom. Mi pa tega dialoga nismo niti deležni. In hvala vsem medijem, da nas tukaj, da nam dejansko dajete informacije, da sploh vemo, kaj se dogaja. In stanje je resno. Tako da svet delavcev pričakuje in hočemo priložnost, da prikažemo vsem vrzel, ki nas ogroža. Ne bomo pa poslušali, po tem, kar se bo dogajalo naslednji teden, po tem, kako nas bo mednarodna skupnost napadla, investitorji, kako bomo peljali družbo naprej, kako bo operativno bilo izvedeno, ne bomo pa poslušali potem kasneje, kdo je bil zakaj odgovoren. In poskrbeli bomo, da bomo s temi tveganji soočili celotno javnost. Hvala lepa. To sta bila predsednik Sveta delavcev GEN-I, gospod Vito Panič, in podpredsednik Sveta delavcev, gospod Sandi Kavalič. Tako, zdaj smo pa na vrsti v ožjem, širšem krogu, kakor želite mi sami, z besedami, z dejanji smo se že dokazali v preteklih 30 minutah. Če dovolite, dr. Robert Golob, začniva udarno, pa se vrniva v poletni čas. Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je poleti napovedoval, da bodo, citiram, v energetiko vložene milijarde evrov in če želi država kakovostno izpeljati nove investicije, se bo treba določenim ljudem iz te branže zahvaliti za opravljeno delo. Mislim, da je celo omenjal določenim ljudem v zadnjih 15 letih, torej točno vemo, o kom je govoril. To se zdaj očitno dogaja. Direktorja Elektra Ljubljana in nadzorni svet že odstavil Andreja Ribiča. Danes se bo verjetno poslovil predsednik uprave Elektra Maribor, Boris Sovič. Vam mandata nadzorni svet GEN-I-ja tudi ni podaljšal. Kakšen je danes vaš status? Hvala za vprašanje. Moj status je danes enak, kot je bil
pred tem nadzornim svetom Gen energije. Naš mandat je do 17. novembra popolnoma jasen in mi delamo enako naprej. Mi nismo tukaj zaradi mandatov ali zaradi česa drugega. Tisto pa, kar je pri vsemu skupaj pomembno in kar mora slišati cela Slovenija vnaprej. GEN-I je preveliko in preveč mednarodno vpeto podjetje, da lahko ostane brez uprave. Že samo to, da so vlekli do zadnjega. Do en teden pred iztekom mandata so vlekli zato, da bojo blitzkrieg lahko izpeljali. Vam pove vse o odgovornosti državnega upravljavca. To je SDH mimogrede, ker on je formalno odgovoren. Pustimo, da imamo tam ljudi, ki če ne dobijo navodila, ne morejo nič narediti in ker ni bilo navodila do ponedeljka niso nič naredili. Ponedeljek so pa dobili navodilo, in so lahko ukrepali. Ampak podjetju, ki naredi 3 milijarde prometa, ga pustiš brez uprave in to imenuješ skrbno gospodarjenje. Medino v Sloveniji. Pa še tle pri nas ni bilo zmeri tako, trenutno pa. In sem še na ministra. Valjda se bojo zdaj vsi, sej njegov predsednik tudi je pravi, da ne kadrujejo. Lahko človek razume nekoga, ki celo v kamero, vse mu je sigurno žal, da je v kamero to govoril, ki celo v kameri nastopi pijano do oblasti in moči, napoveduje zamenjave in potem, ko jih začne izvajati, moram paziti, ker v besedo bom uporabil, potem, ko jih začne izvajati, ugotovi, da mogoče ni mislil resno ali pa da je odgovornost prevelika in se skrije, smo prišli. To je odgovorna politika. Pa naj sprejme odgovornost za svoje dejanja, vsaj toliko poguma, če že pameti nimajo, ne imajo. Očitke, o katerih poslušamo, beremo, gledamo v zadnjih 14 dnevih, večinoma usmerjajo tako mediji kot politika na temo lastništva, prodaje. Skratka, razložite vi to zgodbo, da jo bomo razumeli, ker tudi finančni javnosti je to težko predstavljivo, naj jo razumemo novinarji. Ja, mi ne boste zamerili, ker sem namenoma na to temo smo pripravili prezentacijo. Zato, ker res verjamem, da je fotospomin tisti, ki je eksakten in ga ne moremo skriti in ga ne moremo čudno interpretirati in vsi si ga bomo zapomnili enako. Tako da bom šel namenoma najprej na lastniško strukturo, ker vem, da marsikomu je kompleksna, marsikomu ni jasna, pa v resnici ni tako hudo. GEN-I je bil ustanovljen predhodnik v 2004 kot 100% zasebno podjetje. Ne 100% državno podjetje. 100% zasebno podjetje. Mi se še danes obnašamo, kot da je, priznam, v poslovanju, ker zasledujemo iste podjetniške cilje. Hkrati pa izpolnjujemo strateške cilje, ki bi jih morala država. V 2006 se nam je pridružila Gen energija. Gen energija nas je dokapitalizirala, sorazmerno malo denarja, ni pomembno to. Se nam je pridružila z namenom, da skupaj, in poudarek tle je bil prvič skupaj, da skupaj z dobrim, državnim subjektom naredimo javno-zasebno partnerstvo, da bomo lahko naše znanje uporabili ne samo zato, da zaslužimo, ampak da naredimo kaj koristnega za Slovence in Slovenke. Zato so se nam pridružili. Struktura na drugi strani, mogoče če kdo opazi, še sam sem bil nekoč med manjšimi lastniki. Pa sem delež prodal. In veste, zakaj sem ga prodal? Zato, da je lahko podjetje hitreje raslo. In veste, zakaj je moralo hitreje rasti? Zato, da je lahko prevzemalo vedno več državnih ciljev. Ciljev za Slovence in Slovenke. In mislite, da mi je žal? Niti najmanj, zato zato živim. Ne pa za svoj delež, ki sem ga že prodal 2011. 2011 je vstopil Petrol, namesto Istrabenza, krizi Istrabenza, ne rabimo govoriti, kaj dosti. Petrol je to odkupil, naredil je zelo dobro naložbo. V tistem času bil je z nami 5 let. V 5 letih se je Petrol odločil, da izstopi. Dobro je prodal. Kljub temu, da je dobro prodal, mi tako verjamemo v naše podjetje, da smo se odločili, da bomo mi, GEN-I, sami odkupili lastni delež, ker se nam je zdel poceni. Takrat je bila vrednost kapitala 80 milijonov in danes je 160. V 5 letih je vrednost najmanj podvojila se.
To, da smo kupili lastni delež, ne uprava, ne zaposleni, še manj kakšni skladi. GEN-I kot podjetje ga je kupilo. Zraven pa še Elektro Ljubljana pa Gen Energija. Kupili smo ga pa tudi zato in predvsem zato, ker je to varovalka, kako ohranimo status javno-zasebnega partnerstva. Brez da poberemo kakršenkoli evro dobička. Vse ostane v državi. Ampak ohranimo pa status. In ta status se je potem v letih, ker smo imeli vstop in izstop začasnih lastnikov, o tem se je nekaj pisalo že pred časom. Najprej je bil noter, sta bila sklad obrtnikov, pa Gorenjska banka, potem bila samo Gorenjska banka, še lani, še do letos do maja. In potem je letos maja Gorenjska banka izstopila in črt je bil, da jo pač zamenjamo. Nekateri veste, KD, tisti, ki ne bi jo zamenil. Ampak tudi temu je politika rekla ne, ker je ugotovila, da če pa GEN-I mogoče, so imeli načrt očitno že prej, če pa GEN-I nima statusa javno-zasebnega partnerstva, kaj lahko naredimo? Mogoče hitreje, lažje pridemo do zamenjave uprave? In to je vsa zgodba, popolnoma transparentna, kakšno je naše lastništvo. 5 let je bolj ali manj enako, menja se začasni partner, ki ima funkcijo, da omogoča podjetju status, po katerem lahko konkurenčno deluje v tujini. Ampak mandata vam niso podaljšali zaradi očitka, da ste na skrivaj izvajali prodajo 75% deleža? Ok, ampak to, da je javno-zasebno partnerstvo ključ do uspeha, bom ponovil še enkrat, zaradi tega, ker tisti, ki se tega ne zaveda, se ne zaveda tega, da ko uniči to partnerstvo, uniči GEN-I in uniči zamrznitev cen in poceni energijo in uniči sončne elektrarne, ker jih ne bo več. Tudi to so pripravljeni narediti. To je za njih majhna cena, če je treba Roberta Goloba umakniti. Ampak ja, pejmo naprej. Tudi to, ko je čudo, 14 dni pred iztekom mandata ugotovijo, da obstaja tajni načrt privatizacije. Podjetja, ki je šlo iz 100% zasebnega v 100% državno. Wow, privatizacija, desna vlada, privatizacija. V resnici nacionalizaciji lahko govorimo pod desno vlado, ampak je mediji, nekateri, redki. Tako da, samo redki. Izumijo projekt Grom, najdejo ga v predalih. Wow, politika valjda je tista, ki jih to poskuša izkoristiti. In ugotovijo, da projekt Grom je nekaj tajnega, pa lih, kar se je začel. Kaj je pa resnica? Ta projekt je štartal poleti leta 2020. Ne samo, da so bili vsi obveščeni. Ok, nekateri nadzorniki so se vmes menjali, res je. Ne samo, da so bili vsi obveščeni. Še več. Celo družbeniki so zahtevali od nas, da to naredimo. Da je dovolj teh začasnih prodaj, ker so slabi za medije in javnost in dajmo se znebiti tega lastnega deleža permanentno. Ampak v mednarodnem, odprtem postopku. In smo štartali projekt. In če pogledate prvo letnico, 2. september 2020 smo podpisali prvi dogovor z Elektro Ljubljano. Kaj so najdli zdaj neki avgust letos, se bomo prišli od tja. Pa kao nišče nič ne ve. Podpisali smo ga 2. septembra. Potem smo podpisali pogodbo s svetovalcem, najeli smo mednarodnega svetovalca. Vse piše ime, povede ga ne smem izpostavljati. Nemce, da bo vse skupaj, transparentno za mednarodne trge. Celo naredili so najprej, škoda k njemu papirju tle, ampak najprej so naredili poročilo, ker je bil model, kako naj prodajamo, da bo za GEN-I čim boljše. Potem smo 19. januarja seznanili vse živo v tej državi. Kaj ne vam povem, s kolikimi ministri sem bil? Osebno. In še vse vmes. In potem smo v 25. februarja letos zaključili to fazo. Prišli so s končnim poročilom, tako je debelo. In končno poročilo pravi, GEN-I je fantastično podjetje in GEN-I lahko rase, če bo imel ustrezno
tudi lastniško strukturo, ki bo podpirala njegovo rast. In v tem poročilu, to ni prosim poročilo uprave, to je poročilo svetovalca, kaj predlaga državi, naj naredi z GEN-I-jem. Potem se najde Bojan Požar, pa ne da bi mu delal reklamo, ampak sej. In to objavi enkrat marca. Tajni načrt. Kako je pol tajni načrt septembra, če je že Požar marca o tem pisal? Ne vem, ok, whatever. Očitno na planetu nimajo dobrega stika s požarjem, dajte ga pojačati. Gremo s tem dokumentom, ki je tako debel, vsem ministrom, in gremo na SDH na upravo. Takrat je celo že bila ta uprava. To je izgovor, da niso bili isti tam, sorry, isti. Bila ta uprava, bili so vsi družbeniki z nami, bila Ljubljana, bila Gen Energija, vsi so bili tam. Predstavimo dokument. Dokument je kaj rekel, vrnite se v status 50-50, prodajte celoten Genel, prodajte ga na borzi. Dovolite, da vaši odjemalci postanejo vaši lastniki. Kaj je lepšega? Zdaj se podpišem po to. Ne rabim nobene delnice. In je ne bom imel. To je pisalo v dokumentu, še vedno piše. Raztrgali so. Veste, kaj je rekel predsednik uprave SDH-ja? Rekel Robert, pa se ne pričakuješ, da se bomo mi do tega kaj opredeljevali. Ne. Opredeljevali se ne bomo, pa bomo pa raztrgali. In je sledil dopis, uradni, verjetno po navodilu, zamenjajte svetovalca, ker vam predlaga model, ki je za Slovenijo nesprejemljiv. Nesprejemljivo je, da bi bil lastnik podjetja odjemalec, ki je njegov končni koristnik. Nesprejemljivo je, da je lastništvo razpršeno, ker je to tajni načrt privatizacije. Wow, desna vlada. Kakšne vrednote so te tipi, kje so jih oni najdli? Kako so si uspeli uzurpirati med desni? In smo zamenjali svetovalca. In smo maja podpisali nov dogovor z Ljubljano. Zakaj? Ja, ker je bil drugi svetovalec. In smo podpisali dogovor, ker smo imeli ponudbo NLB-ja, da bomo delali z NLB-jem to, ok, vse so renomirani, malo manj kukaruni verjetno, ampak vse so lih tako. Ko se je NLB premislil, sredi poletja, recimo, da nismo imeli časa. In ker NLB ni imel časa čez poletje, smo avgusta podpisali nov dogovor, aneks, vsem unim prejšnjim dogovorom v resnici. Da bomo to počeli preko KPMG-ja. Ja, zamujali smo že. In potem se najde, wow, pronicljiva TV hiša, ki ugotovi, da je najdla tajni projekt avgusta. Tretji poskus istega projekta, ki je štartil septembra in ki se bo, če bo sreča, zaključil prihodnje leto. In ta časovnica je popolnoma jasna, predstavljena je bila vsem, ko debel dokument, verjetno je predebel, težko čitati, ja, naberejo dosti radi. In, glej čudo, pa je, da lih ta mesec se izteka ta prva faza, ko ne bi dobili ponudbe strani tujih potencialnih investitorjev. Zakaj je treba zdaj tle hitro se zradirati? Moče zato, da se tuje investitorje, Bog ne daj, da se pojavijo v Sloveniji in podprejo kaj takega, kar bi lahko na koncu rezultiralo v tem, da bi bili Slovenci lastniki GEN-I-ja in odjemalci lastniki GEN-I-ja. Ker med temi tujimi lastniki je tudi, za moje pojme, pa moče preveč govorim zdaj, pa upam, da jih ne bom odvrnil, tudi tista največja riba, ki si jo jaz želim ujeti. In to je EBRD. Ker to ni namenjeno, da prodamo skladom, da bojo to poceni kupili in drago prodali. Pa se to bi znali narediti sami, če bi hoteli. Pa smo imeli 15 let, da to naredimo, če bi hoteli. Ne, namen je stvar javno in transparentno prodamo vsem Slovenkam in Slovencem. Desni vladi, je to tudi tako težko. Sej leva ne bila nič boljša, ampak pustimo, trenutno je desna. In veste, kaj je najbolj zanimivo? Ko vsi govorijo, vem, da me boste vprašali, kdo je kaj vedel. Vsi so vedeli vse. Ali pa bi morali. In veste zakaj? Ker smo imeli mi skupščino, letos junija, pred podpisom te pogodbe. Na tej skupščini je bilo obravnavano letno poročilo. V planih je bilo tako ali tako to. V vseh planih je. Celo v planu, ki so ga v ponedeljek potrdili, je to še vedno noter. Isti nadzorni svet je potrdil plan, kjer je to še vedno noter. Ampak na skupščini junija letos je v istem letnem poročilu, ki danes planet zanima, koliko je moja plača, ker je to Šimac objavil že poleti, v istem letnem poročilu moja plača je nekje na 118. strani, to je pa na 11. strani.
V mojem nagovoru piše, preberite si, kaj piše, da bomo prodali. Wow, tajni načrt. V letnem poročilu, ki je javni dokument, v nagovoru predsednika uprave, ki ga vsak prebere, ki gre brati letno poročilo, ki ga zanima. Tu piše. Tajna privatizacija. Tvoja beda. Upam, da je komu narodno. Pa se ne verjamem, ampak upam, da mu je. Glede privatizacije, 2 intervenciji bi še imela midva skupaj, potem pa absolutno prepustimo besedo novinarjem. Privatizacija, ta glavna beseda današnjega dneva, največkrat je izgovorjena. 3 mesece vam jo očitajo. Na istem nadzornem svetu, kjer vas niso ponovno potrdili, pa so potrdili predlog o nameri prodaje 25% GEN-I družbi KD Group. Torej, tu gre spet za privatizacijo, ki jo tokrat pa lahko Ne, potrdimo. tu gre za shizofrenijo, Aha, okay. ki se ji reče, ne bom glasoval, če ne bom dobil navodila. Tisti, ki pa navodilo daje, pač očitno ne bere rad, pa ne bere vsega. Pa daje parcialna navodila. Pa glasujejo ne po svoji vesti, ampak po svojem neznanju. Politiki ste ves čas trn v peti, smo lahko videli že v prvotni, uvodni predstavitvi. Tak vtis je, ne glede na to, kako zelo močno ste proti vrhu trdo garali in delali tako po levi in po desni zadnjih 15 let. Torej, ves čas ste politiki trn v peti. Ampak kaj je tisto, kar je zdaj drugače? To je pa tisto najbolj žalostno. Kaj se je spremenilo od 2012, ali kdaj je že bil Kopač 2009 do danes? Zakaj je danes drugače? Zakaj si danes upajo iti dlje? Zato, ker če je bil v preteklosti to njihov boj za politični prestiž, je danes to boj, ki mu eni rečejo klientelizem, jaz bom pa kar rekel, ker nekdo želi materialno oškodovati GEN-I in celo Slovenijo in pri tem zaslužiti. Jaz to nisem verjel. Ko so mi prvič povedali, da obstaja človek z imenom in priimkom Rok Snežič, ki ima ta načrt, to je bilo pred letom dni, sem se smejal. Danes se ta načrt uresničuje. In danes imam jaz pričo, ki je to od Roka Snežiča osebno slišala. In jaz vabim brigadirja Toneta Krkoviča, da se jim pridruži. Spoštovani predsednik, dragi prijatelj Robert, dame in gospodje, najprej vsem lep dober dan. Glede na ambient vam hkrati voščim dober večer. Nažalost pa moram mnogim in premnogim Slovenkam in Slovencem voščiti dobro jutro in še huje od tega. In še veliko množičnejši skupini lahko noč. Kaj želim s tem povedati? Tem zadevam, ki se mi živa priča, skozi moj relativno kratek staž, ni še leto dni ali pa morda jaz se ne štejem teh dni, ni pomembno. Ne? Preprosto ne morem nekaterim stvarem verjeti, da so takšne, kot so, in še težje verjamem, to že verjamem, kajti v življenju sem probal marsikaj, skoraj da vse. Sem še umrl, nisem. Ampak da ljudje ne prepoznajo in da ne uspejo ločiti že enkrat v tej Sloveniji vse v grobem zrno od plev. Na nek način sem razočaran, pa srčno pripadam slovenskemu narodu, oziroma vse slovenskemu narodu, tako bom rekel, vse, kar živi znotraj naših upravnih meja in zunaj. V to ne dvomi nihče, si upam reči. Tu je začetek moje zgodbe. No, začetek moje zgodbe v GEN-I-ju je pa naslednji. Prišlo je do izrednih volitev. Kot vedno po volitvah, kadar zmaguje politična opcija, ki je danes na oblasti, se me je v javnem mnenju kovalo v vseh mogočih kombinacijah, najvišjih funkcij, ne vem kaj,
ki jih v bistvu ne rabim. Jaz funkcij res ne potrebujem, jaz tudi nisem politik, to vsi dobro vedo in tu so tudi problemi z mano, mnogim politikom. Ampak seveda v javno mnenje se pravzaprav je nemogoče, da se me ne inštalira in da se ne bi pojavil v njem. No, tako je bilo tudi nazadnje, vse mogoče natolcevanja in napovedi in pripovedi, nikaj nisem bil. Moj nekdanji oče je rekel, skoraj vse, samo še kavbojne. No in tudi tokrat je prišlo do zanimivih kombinacij. Ena od njih je bila tudi realna. Pristojna oseba me je rahlo očitno ponudil resornemu ministru mojega resorja. Jaz v življenju sem zdaj, kar sem pri vas v GEN-I-ju, v edini prvi in želim si, da bi bil tudi v zadnji civilni službi. Celo življenje sem pa vojak in vem, da me vsi poznate, o sebi mi ni potrebno govoriti. No in seveda moram povedati v kontekstu tega, ker želim povedati potem z zelo malo besedami, še manj stavki, ampak ogromno povedno. To bo finale moje izpovedi. Sem bil označen v zakulisju, v kuloarjih, na ministrski ravni, za vsem mojim pedigrejem, ki nikomur ni tuj v tej državi, pa mnogim tudi zunaj njene, kot oseba človek s ceste. Ni me prizadelo, ker te po tolikih bitkah in praskah in ranah, kot jih imam jaz za seboj, trdim še vedno za dobro delo, za skupnost, na koncu te ne boli nič več. Pa vseeno mi ni bilo prijetno. Ampak neverjetno se mi zdi pa to. In ker govorim javno in tu pred pričujočim predsednikom naše uprave in mojim prijateljem Robertom, se mi je zgodil klic. Povabil me je na pogovor in mi predlagal, da bi prevzel v GEN-I-ju kot osebnost, ki sem prepoznana v javnosti, ožji, slovenski in tudi širši, mednarodni, da bi postal vaš sodelavec in to na področju pridobivanja novih poslovnih priložnosti. Nič drugega ne bom ti rekel, samo stavek, ki se mi tako rekoč dnevno pojavlja pri subjektih, kjer se pojavljam in pripravljam podlage za poslovno odnos za nami. Tako rekoč dnevno, malo kdaj mu to povem, govorijo pameten Robert in neumen nekdo drugi, tega imena danes imam razloga, da ga ne bom izrekel. Kaj ti ugotavljajo, da to, kar mi je ta oseba namenila, mi je na kožo pisano, prvič kot tipo človeka in drugič z svojim potencialom, ki ga pač imam, kapitalom, ki si ga nisem pridobil z goljufijam, ker ti s tem ne bi nič ustvaril in če bi se to šel, to igro v življenjskem delu mojega življenja, verjemite mi, me danes tu ne bi bilo. Bil bi morda po najboljši varianti kakšen 2 metra po zemljo, če me ne bi lisice raznesle. Tega se jaz ne poslužujem in to je tudi ovira mnogo komu. In seveda vir potikanja tudi danes, ko srčno pripadam tej organizaciji, kajti prepoznal sem Roberta, našega predsednika in tudi našo družbo kot nekaj enkratnega, izvrstnega, dostojnega prvemu načelniku vojske te države. In zato sem polnokrvno tu. Preidimo na tisto malo besed, še manj stavkov in na bistvo. Pa še prej eno misel sem imel zgoraj, ko sem poslušal vse skupaj. Ne? Te igrice, ki jih jaz doživljam to leto dni v našem skupnem delu in sodelovanju in tako naprej, spremljam zadeve. Veste, pa to je groza. To dotika mojo stroko. Jaz sem šolan za čudne stvari, ki jih večinoma ne poznate in je prav, da jih ne. Ampak tudi takšni moramo biti, če ne bi opravil svojega posla takrat. In verjemite mi, da večino teh načinov dela, predsednik, naj vas potolažim, želel bi vas pa tudi malo nasmejati, to je moj stil, vedno bil. Smejite se, verjemite mi, da sodi v pratiko, v zbirko humorja tajnih in obveščevalnih služb. In ta takšen način se te ljudje gredo, te igrice. No in ena takšnih igric, ki je seveda igračkanje, ampak z resnimi stvarmi, sodi v čas morda dobrega tedna mojega službovanja v naši družbi. Jaz seveda imam mnoge specifike, izkušenj, ampak ena je tudi ta, in sem, če mi je to bilo namenjeno,
nič mi ni žal. Mnoge šole so tudi iz tega izvirajo moje in spoznanja. Leto dni sem bil tudi zaprt na Dobu. Zaradi podobnih razlogov, kot umikajo dr. Roberta Goloba. Široka zgodba, ampak za ta predavanja, kde drugič bo čas. In v tem, seveda, bil sem pa zaprt v družbi za sedanjem predsednikom vlade in seveda notri spoznal mnogotere ljudi. Naključje ali pač ne je pripeljalo, da smo bili tako rekoč v isti celici skupaj z Rokom Snežičem, ki je po tistem, ko sem jaz bil označen za človeka z ceste in torej nihče v tej Sloveniji na svojem področju, začnem brati v časopisah, ne vem, kje se je to začelo pojavljati, in se je izkazoval javno za svetovalca predsednika vlade za področje davčne politike. Verjemite mi, moja družba ljudi, jaz imam zelo rad preproste ljudi, nisem humanist in to čutite in veste, ampak jasno, da še vedno in še nekaj časa bo tako, da tako rekoč ni nekoga v državni politiki in v državnih pomembnih funkcijah, ki ne bi bil moj znanec ali pa moj prijatelj, kakorkoli kdo vzame. Zame izbirati videl, da so mi vsi prijatelji, vedь jaz ne sovražim nikogar. No in jaz sem to takrat tudi povedal nekaterim mojim ljudem, danes ni moj namen, da bi tu imena izpostavljal, mogoče da drugič pa tudi poimensko, ki so se, čeprav so pripadniki vlade, zgražali nad to zadevo. Bil sem poučen, jaz nisem finančni strokovnjak, nisem ekonomski strokovnjak. Bil sem poučen, da je finančna politika del državne, davčna politika del državne finančne politike. In na ta račun si lahko predstavljate, komu vse to vzbuja nelagodje, če bere v časopisih in od nekoga izve, da je on nekaj, kar pač on ne more biti po naravi sistema. Ampak pustimo, če nekdo mu to dovoljuje, pa dajte tako, sam take zgodbe se ponavadi dobro ne končajo in ta se ne bo dobro končala. Vam in njim vsem napovedujem, kajti meni je tudi do slovenstva, ali pa, če hočete, predvsem do slovenstva in Slovenije. In seveda z vso odgovornostjo in pripadnostjo družbi, v kateri sodelujem. Ok, kakorkoli že. Jaz sem povedal, da sem prvič v civilni službi. Sem razmišljal, način, algoritem razmišljanja moj je vojaški, ne more biti drugačen. In sem razmišljal, kako bom začel dosegati svoje cilje in izpolnjevati rezultate, ki se od mene pričakujejo. In seveda sem se spomnil vseh možnih ljudi, ki mi bodo pri tem pomagali, zakaj pa ne, kaj pa bi bilo v tem spornega. Tako sva prišla po tistem tednu na zvezo tudi z Rokom Snežičem. Sem rekel, da bi vas želel malo nasmejati. Kmalu po zaporu se je izpostavil v medijih tudi s tem, da nikoli v življenju ne jedel boljših zrezkov kot na Dobu v zaporu, ki sem jih jaz na šverc pekel. Kajti življenje me je tako zanimivo peljalo, da sem tudi 4 leta delal kot profesionalni kuhar. Samo by the way. In normalno, da tega človeka sem tudi jaz poprašal potem po telefonu, če bi se zdalo spostaviti neke povezave, kajti moje pooblastilo ni zgolj na področju v okviru meja upravne Slovenije, ampak na celotnem področju bivše Jugoslavije in morda še kaj širše. In vemo o njemu veliko, preprosto sem želel upraviti kontakt, če bi se kakšne povezave mi lahko ustvarile. A pravi, a ti si na Genu? Pa si tam je predsednik Robert Golob. Jaz sem rekel, seveda. Ja, pa se njega bomo umaknili. Čak sem rekel, umaknili, zakaj pa? Mečkanje je bilo tišine, kot je zdaj nastala in pravi, čakaj, sva na redni liniji, telefonski, dobili se bomo na kosilo skupaj z Borutom Dolancem, to je pa sekretar SDS-a, pa se bomo tam o tem zmenili. Toliko za danes, kot sem rekel, za malo besedami in malo še manj stavki in ena sama zgodba, ki kaže za moje pojmovanje in dojemanje na svojevrstno katastrofo. Hvala. Spoštovane novinarke, novinarji, beseda je vaša. Izvolite, predsednik uprave GEN-I-ja, dr. Robert Golob, vam je na voljo za vaša vprašanja.
Mikrofone imamo na levi in desni strani stopnišč. Želela oziroma prosila bi, če lahko vprašanja izgovarjate v mikrofon. Hvala. Andreja Lončar, N1. Gospod Golob, zanima me, strokovnjak za korporativno pravo pravi, da so v bistvu izpolnjeni pogoji za sodno imenovanje uprave GEN-I, ki ga lahko predlaga tudi uprava sama. Zanima me, če boste to storili. Jaz sem po naravi optimist. Ne samo, da sem optimist, sem po svojih vrlinah futurist. Pomeni, da gledam ves čas naprej in v prihodnost. In ko vam to povem, pomeni tudi to, da še vedno verjamem v to, da imamo še 7 dni, da zmaga razum. In razum pravi, družbeniki bojo uskladili upravo in jo imenovali s polnim mandatom. In to ne zaradi mene. Zaradi tega, kar GEN-I predstavlja v Sloveniji in kar GEN-I predstavlja v Evropi. Ker bo premagal razum, ki ga sicer težko najdemo, poguma pa še težje, in bo državni upravljavec, ki daje navodila družbenikom, pustil družbenikom, ker ni dovolil upravi GEN Energije, da se obnaša poslovno in odgovorno. Ampak so jim dali obvezno navodilo, da ne smejo biti neodgovorni, še manj pa poslovni. Ja, jaz sem optimist, zato smo danes tukaj. Da bo v naslednjem tednu celo SDH srečala pamet. Ampak ne vprašati o možnosti uspeha, samo povedal, tak sem. Jaz živim za prihodnost. To, da si bomo že vnaprej sami sebi dovolili, pa ne sodišče. Kaj je to? Kaj smo prej govorili? To je bežanje od odgovornosti. Ljudi, ki so odgovorni, imajo imena in priimke. Ljudje so odgovorni. Natančno se ve, kdo je tisti, ki ne dovoli, da bi družbenik GEN Energija izpolnil svoje poslanstvo in svojo odgovornost. Ime in priimek ima. 4 so, by the way. Jih lahko naštejete? Vse se natančno ve, kdo sedi v nadzornem svetu GEN Energije. V GEN Energiji so z strani države, iz strani političnih strank v resnici. Gospod Žlak vam bo povedal, da to itak vsi kadrujejo mimo njega. Super to, ne spravi. Dovoliš, da tvojo funkcijo opravlja nekdo drugi in zato si kaj? Brezmadežen? Jej. 4 so noter. 2 sta iz SMC-ja. Tam je baje gospodarstvo ful na visoko na Kavčič Flegar. Kavčič gospod, gospa Flegar. In 2 sta iz SDS-a. Oni imajo tudi predsednika. Cveto Sršen. Jej. Verjetno se ful dobro spozna na korporativno upravljanje, na funkcijo, ki jo upravlja. Upam, da na Telekomu ne čaka na navodila. Slišimo še imena višje, tudi sami pravite, da v bistvu oni izvršujejo ukaze politike. Lahko poveste še imena višje po lestvici? Jih lahko naštejete? Tako pravijo. Njih vprašajte. Omenili ste gospoda, oziroma gospod Krkovič je omenil gospoda Dolanca. Vas je on kdaj kontaktiral, je bil on v stiku z vami glede na to? Zdaj smo na točki, kdo kaj ve. Jaz vam pa pravim, da vsi vse vejo. In poanta ni v tem, kdo kaj ve. Poanta je, kdo je tisti, ki je sestavil načrt, ki se uresničuje. Valjda morajo biti vsi za, pa vsi ga morajo uresničevati. Valjda. Pa se tudi Borut Dolanc ni edini sekretar. Saj imate 3 stranke, ki se usklajujejo. Jaz povem po pravici, da ne poznam vseh sekretarjev. Bede je Ilc za NSI, pa ne vem, kdo je za SMC. Saj vseeno. Saj so vsi v istem. Saj se ne gre za ime in en osamljeni primer. Nekdo je skoval načrt, ti nesrečneži ga pa izpolnjujejo. Po sistemu dobim navodilo in me nič ne skrbi. Ne vem, od kje prihaja, pa zakaj. Vse ni važno. Dobil sem ga in sem rešen odgovornosti. In tle je poanta. Poanta je, kdo vse se je svoji odgovornosti odpovedal, zato da se lahko načrt uresničuje. In mimogrede, ko poslušam ministre, ki nič ne vejo, vse pove v kamero, pa nič ne vejo. In po nekem čudežu
res se čudež. Vsa ta kadrovske menjave dogajajo v resorju, ki ga vodi konkreten minister, ki je to napovedal, ampak nič ne ve o tem. In po čudežu vsi kadri, ki prosperirajo, so iz njihove stranke. Wow. To je res tako. Pred 2000 leti razumem, da so obstajali taki čudeži, da obstajajo letos, moraš biti pravi stranki očitno. Če to rekli ste, da je cilj materialno oškodovanje GEN-I, lahko poveste, to ste mislili v smislu, če odstavijo upravo, da bo se poslabšalo poslovanje, vizija v tem smislu? Ali je tudi kakšen drug načrt? Glejte, te fantje sanjajo samo o eni stvari. Kako dobiti firmo, in samo ena je taka, nažalost, kako dobiti firmo, ki jo lahko prevzameš v Sloveniji s pomočjo političnih prijateljev in potem denar v tujini, ker delamo v tujini, ste slišali, ne? Koliko milijonov naredimo mi zunaj Slovenije, ten ta denar izven Slovenije pobrati in ga speljati, ker tega noben ne vidi, če ga spelješ. Če imaš pravo upravo, ki ti to omogoči, piece of cake. In zdaj, zakaj pa mi tega ne delamo? Ker smo 15 let tle. Tudi vam so sicer očitali to in takrat je minister Vrtovec napovedal forenzično preiskavo. Je to kdaj se dejansko zgodilo oziroma je kaj bilo? Zdaj ste malo zamešali stvari. Minister Vrtovec je na podlagi požarja v aprilu prvič ugotovil, da obstaja tajni načrt iz leta 2016, ki sem ga prej pokazal. 2016, ko smo mi kupili. Minister Vrtovec je problematiziral to, da smo mi kupili lastniško delež v GEN-I-ju, pa da smo z menjavo Elektro Ljubljana vstopila k nam. Tem se je na to cela frka. In kaj je potem se zgodilo? Uprava SDH-ja, sedanja, pripravila poročilo, šla je na nadzorni svet SDH-ja. In nadzorni svet SDH-ja, sedanji, je ugotovil, ne samo, da je vse okej, ampak da so vsi akterji pri tem delovali v skladu s skrbnim gospodarjem in da so vsi akterji, vsi poudarjam, državna podjetja, pri tem zaslužili, kar pomeni, bilo je profitonosno za državo. To so napisali nekje, objavljeno bilo na njihovi spletni strani. No, to je zdaj že, ne, najlažje je blebetati pred kamerami, pa pozabiti. Napoveš, da boš menil, pa pozabiš. Tvoji ljudje tja pridejo slučajno, so jih tvoji. Hvala. Hvala. Bravo, Juri Šimac, Finance. Ta prvo prezentacijo, gospod Golob, ste sklenili z mislijo, politika je rekla ne zeleni preobrazbi. Sem si prav zapomnil, ne? Ne, politika je rekla ne, ker je dala navodilo nadzornikom GEN energije, da ne podprejo načrta, o katerem govorim. Glasovali so proti. Ok, ne, ampak če jaz prav razumem, ne, politika oziroma lastniki so rekli v bistvu ne vam in vaši upravi. Ne. Zdaj, GEN-I, seveda čestitke za vse uspehe v zadnjih letih in tako naprej, vseeno je v državni lasti. Ne. Zdaj, predstavniki lastnikov imajo verjetno neko pravico odločati o tem, kdo bo podjetje vodil. Ne. S tem se verjetno strinjate. Ali ne? Greva v detajl ali počakam do konca? Ne, mislim, tukaj bi vas mogoče malo vprašal za komentar. Se pravim, to podjetje je v resnici državno, no, v zelo veliki meri. Ne. Vrnemo nazaj slajde. Zakaj? Zaradi tega, ker to podjetje je v lasti večinski, pravzaprav imamo GEN energijo na eni strani, imamo drugega družbenika, ki je mešan. In vsi so državni, tudi mi smo, ja, vsi dobički ostanejo v državi. Ampak kaj to pomeni? In tle vas izzivam, da samo zato, ker dobički ostanejo v državi, lahko politika tako podjetje prosto kadruje v njemu in ga uniči, ne, tle se pa ne strinjam. In tle je točka, ko se prijem na odgovornost upravljavcev. In vsi družbeniki, in tle je moj izziv, vsi družbeniki so bili za in usklajeni glede vseh točk, ki so šle na nadzorni svet GEN energije. Ker je to paket. Ker so vse točke sestavljene, ker kandidatura kogarkoli ni stvar personifikacije, a vam je nekdo všeč, a vam ni. A komu kaj zamerite, ker je mogoče 2012, kaj v politiki bleknil čez vas. Ali ne. Ker je imenovanje uprave
4-članske mimogrede, da. Vezana na vizijo. In veste, kaj se je zgodilo? Hvala, da ste mi dali to priložnost. Mi smo prišli na nadzorni svet, kjer naj bi imeli vse te točke, poslovni načrt, ki so ga kasneje potrdili in kjer je noter privatizacija. Strateški načrt, ki ga niso potrdili, kjer je noter razogljičenje. Postopka DEA, ki so ga potrdili, in imenovanje uprave, ki niso potrdili. Veste, kdo je bil v upravi? Prišli smo na nadzorni svet, smo približno pol ure, recimo, se nima veze, pa nismo smeli nič prezentirati. In v upravi je bilo strani Gen Energije, strani družbenika uprave Gen Energije. Je bil predlagan sam, kot predsednik, in član uprave je bil gospod Jure Soklič, sicer prijatelj od ministra. Ma nad zato je fajn, brez heca. Jure je zelo in se bi ga zelo veselil v upravi, ker bi prinesel svežino. In veste, kako je potekala predstavitev? Reč člani uprave, logično smo predstavljali, sicer ustno, nismo smeli prezentirati svoje vizije. Potem je nanesla beseda na gospoda Sokliča, naj še on predstavi. Mi nismo vedeli, da je on kandidat za predsednika. On je bil kandidat za člana uprave. In njegove besede so bile, pa res mu ne želim nič slabega, ker mi ga je žal, ker so ga zdaj skurili. Zavestno so ga skurili za neumnost in si zasluži, da bi dobil priložnost za upravi. On je rekel, o viziji so moji 3 kolegi že povedali vse. Jaz nimam kaj dodati, ker je njihova vizija nekaj, kar jaz ne znam niti ponoviti. In potem so te isti nadzorniki, ki je to povedal, človeka, ki, kar je logično, ne more imeti, ker so ga tisto jutro nagovorili k temu, da je soglašal. So ga potem predlagali, pa dej bodi ti predsednik, pa damo ti še enega, nima veze koga zraven, zato ker je to volja in navodilo naših generalnih sekretarjev. In zdaj mi vi razlagate, ja, saj vi ste državni in za vas se gre, umaknite se brez boja. Ops. Ne sprejemam tega, da je država last politike. Ne sprejemam tega. In zato GEN-I ni podjetje, v katerem bi sprejemal kadrovanje po politični funkciji. Ja, seveda jim lahko uspe, ampak ne sprejemam. Z vsem dolžnim spoštovanjem, ne, sej tukaj v bistvu vas nimajo kaj za vprašati, vi niste lastnik, ne? Kako da ne? Seveda smo. Ja, vi osebno ne. Ponoviva vajo iz korporativnega upravljanja? Mi je všeč, da poudarjate, da ima večjo pravico do mnenja o imenovanju uprave zbor 3 političnih sekretarjev, ki dajo navodilo predsedniku nadzornega sveta, kot pa uprava Gen Energije, ki je edina odgovorna za to imenovanje, ali SDH, ki je po zakonu za to odgovoren, kaj Bog ne daj šele uprava in zaposleni GEN-I-ja. Mi je všeč, da tako razmišljate, ampak ste v zmoti. Ok, skratka, vaše mnenje je, da oni nimajo pravice imenovati. Ne, moje mnenje je, da politični sekretarji zagotovo nimajo nobene ne zakonske, ne korporativne pravice imenovati nikogar nikamor. Je mi dovolj jasen? Ja, seveda, mislim, vaše mnenje. Sicer tukaj Se me sprašujete po mojem mnenju. Ja, tukaj pač določeno funkcijo odigrajo pač Gen Energija, njeni nadzorniki in tako naprej. Oni so se odločili tako, kot so se. Jaz ne, da koga zagovarjam, ampak se mi zdelo pomembno mogoče to tudi poudariti. Druga stvar, ki bi vas je vseeno vprašal, glede tega deleža, ki je na GNL-u. Tukaj se ste sami že malo popisali, ma to predstavljanje teh četrtin iz podjetja na podjetje, enkrat na Gorenjsko banko, enkrat na SOP, potem KD, malo težko razumeti vse to, mislim, a ni to vse skupaj malo nenavadno vseeno? Bom namenoma klišejsko odgovoril. Zdaj smo vam povedali, smo drugačno podjetje. Smo drugačno, ker nam ni do osebnega koriščenja preko dobičkov, ker ne želimo biti udeleženi v dobičkih in smo jih pripravljeni deliti ne samo z odjemalci, celo z državo. Hkrati želimo imeti podjetniško svobodo pri tem, kar počnemo. In to ne pomeni, to ne govorim v svojem imenu, namenoma govorim v imenu prvem množine. In zato, in samo zato,
je pomembno za ohranjanje javno-zasebnega partnerstva, da imamo v strukturi Genela tudi zasebne lastnike, ki so sicer začasni in vsak je noter, kolikor časa mu ustreza. Eni pač, Gorenjska banka zaradi regulatornih pogojev ni več mogla sodelovati. Pa to je vseeno, kam nalagajo denar in tako naprej. Imajo nek donos, če ugotovijo, da lahko doloži nekam drugam, pa bojo drugam. To je njihova pravica. Mi ta postopek iskanja začasnih lastnikov izvajamo praktično vsako leto. Živa muka vse skupaj, ampak ga izvajamo. Izvajamo odprto, interesa je vrh glave, na koncu pač še moramo za nekoga odločiti. In namenoma ne tiščimo enega noter, ravno zaradi tega, da ne bi slučajno komu prišlo na pamet, da je za kakšno trajno parkirišče, ali kaj sem poslušal? Ne, vsako leto je drugi. Zato, da ne bi bilo očitka, sem bral v vašem mediju, kako parkiram delež zase. Kako nekaj parkiram vsako leto pred drugemu, če je zame? Težko, ne? Zato je pa malo kompleksno razumeti, zakaj jih imamo. Imamo še ene slajde na temo, zakaj sploh rabimo to zasebno partnerstvo, kakšne so posledice, če ga ni. Mislim, da ste naš odjemalec, mogoče vas bo zanimalo. Sem vaš odjemalec, ja. Še eno vprašanje bi imel, vmes ste omenili, da bi radi, da so vaši lastniki, če se ne motim, tudi vaši odjemalci in tako naprej. A potem je bil cilj vsaj nekaj časa skotirati to podjetje na borzi oziroma narediti nekaj IPO, a to govorimo o Genelu ali o Geniju, še ta zadeva, no, če lahko malo pojasnite. Ja, v tem dokumentu, ki je bil potem zavrnjen, v tem dokumentu je bil tak predlog. Gen-I ali Gen-L? Gen-L. Ne, v tem dokumentu je bil Gen-I, 50% Genija. Gen-I gre direktno s 50% na borzo, da. Vmes je bilo neke faze vmesne in podobno, ni bistveno. To je bil ultimativni scenarij, da, v tem dokumentu. Hvala lepa. Tle v prvi vrsti je ena želja. Ja, Simona Rogle, Radio Slovenija. Gospod Golob, nekako poskušam sestaviti iz tega, kar ste že rekli, pa še vedno mi ni čist jasno. Rekli ste, da se brez boja ne boste vdali in da pač pričakujete, da bo prevladal razum med odločevalci. Kakšen je plan B, če slučajno razum ne bo prevladal? In pa seveda zanima me tudi to, kar se itak že skozi pogovarjamo, kakšna bo usoda tega deleža v Gen-Elu. To je pač nekako, kako razumemo, pač to jabolko spora. No, če malo nekako poveste, kaj naj bi bil rezultat te pogodbe, ki je bila tudi javno objavljena. In pa to, kar ste omenili, javno, se pravi Gen-I. Gen-I, kdaj lahko, če pričakujemo delnice na borzi, če sem prav razumela? Kako sem povedal, Hvala. Projekt je štartal pred letom dni, zaključil se bo mogoče poleti prihodnje leto. Nobena pogodba sama po sebi ne uresničuje ničesar. Še najmanj pogodba o najemu svetovalca. Kako lahko, pogodba o najemu svetovalca predvideva, da bo ta svetovalec zbral nezavezujoče ponudbe in nam jih predstavil nekje do konca tega meseca. Govorimo novembra. Mislim, da je bilo prikazan 25. datum na tej časovnici. 25.11. je rok, ko mi pričakujemo, da bomo od svetovalca dobili poročilo o interesu za nakup tega deleža. Plan B? Še enkrat vam povem. Za plan B, ali ko sem prej slišal, da je plan B naj bi bilo sodno imenovanje, jaz ga ne sprejemam. Ne da se ne bomo maknili, če bo sodišče, valjda ja, ne govorimo o tem. Ne sprejemam, da je to legitimen plan za tako podjetje, kot je Gen-I, ker to vodi v uničenje Gen-I-ja. Družbeniki se morajo dogovoriti, 7 dni je ogromno časa. Če papeže največkrat izberejo hitreje. Družbeniki se morajo usesti in se morajo dogovoriti in poiskati rešitev, ki je za podjetje, ki je tako pomembno, najbolj ustrezna. Pika. Govoriti danes o planu B je spet dajati izgovor tem istim družbenikom, tem istim odločevalcem iz ozadja, ki dajo navodila, da ne naredijo nič. Se bo sodišče naredilo namesto njih. No, saj za strahopetce je to logično. Ampak za nas plana B ni.
Mi zahtevamo, da pride do usklajevanja družbenikov v tem času in da se najde dogovor. Kaja Kobetič, Kanala. V bistvu gospod Ribič je rekel, da je na mizo dobil odstopno izjavo, da predčasno zapusti svoj položaj. Pa me zanima, če ste tudi vi dobili kakšno takšno ponudbo. Jaz se takim stvarem smejem. Meni niso nosili papirjev, ker sem jim nekaj pokazal, pa zdaj vam ne bom, ker ste dama. Lahko? Pozdravljeni, Vitomir Petrovič, Planet TV. Jaz sem tudi vaš odjemalec, da smo si na jasnem. Zdaj, omenjate, da ne bi bil namen teh zadnjih dogodkov poskus prikanalizirati in pobrati denar v tujini, kjer se pač tega nekako ne vidi. Istočasno pravite, pred par minutami ste to omenili, da ni vaš namen se okoriščati z dobički. Nam zaupate, kakšni so bili vaši lanski bruto prihodki in kako je to možno glede na Lahovnikov zakon? Odlično vprašanje. To isto poročilo, ki sem ga prej omenil, je to 2020, pa spočimate, to se preračunalo v objavu mimogrede. Da nočem delati prevelike reklame, ampak res je vse objavljeno. Ja. Ne vem, če sem prav preračunal. Dobro, okej. No, se zato mislim, da ste vi tisti, konec koncev veste, koliko je bil bruto. Si vi mislite, da jaz vem, ampak okej. V tem letnem poročilu je zelo jasno izkazano ne samo skupen znesek, ki je namenoma neto. Zakaj bežimo od neto? Ko pridejo ljudje v službo se pogajati, o čem se vi pogajate, ko pridete v službo? O neto znesku. Ja? No, v tem poročilu je objavljen neto znesek in tega poznam na pamet, ker ta je tisti, ki ga dobim na račun. In ta neto znesek je, wow, jaz sem ponosen na njega, ker vse prihodke celo življenje dobivam izključno v Sloveniji. Zakaj? Zato, da plačujem davke. Sem ponosen na to, da sem Slovenc in da plačujem čim večje in vse in edine davke tukaj. Zato je ta znesek 214 000 evrov. Da, na letnem nivoju neto. Velika plača, itak. Sem ponosen na njo, zelo. In ko si pogledate to isto poročilo, se mislim, da imamo, ne, nimamo, ok, pa bi lahko dali gor, pa vse je vse javno objavljeno. Vam povedajo teh 214 000, natančno 74 000. Fiksni prejemek. To je moja plača, ki jo dobim zato, ker sem na funkciji. Vse ostalo je pa uspešnost in variabilni del, ki je odvisen od česa, vam povem direktno. Odvisen je, ali presegamo zastavljene donose na kapital. Mi imamo zelo enostavno formulo. Donos na kapital določi, v resnici SDH, gledamo, kaj določi za svoje portfeljske naložbe, imajo, recimo, da je 10,9% na kapital. In ko mi realiziramo na naš kapital več kot 10,9%, ne tako kot ostali moji kolegi v energetiki 4,5, 6,5, ne, kar je več kot 10,9, je osnova, od katere smo mi kot uprava, pa ne samo kot uprava, če 30 ali pa 50 sodelavcev upravičeni do nagrad za uspešnost. Mogoče pa celo vsi sodelavci, ki dobijo tega. Evo, jutri bojo dobili dodatno plačo iz naslova uspešnosti. Mola, ne? Ma ne za njih. Za one, ki ne razumejo, da je mogoče tle kaj drugače. In kaj vam hočem povedati? Moja plača in plača naših sodelavcev je odvisna od naše uspešnosti. Nobena druga firma v Sloveniji državna nima. Zakaj ne? Ker Lahovnikov zakon to prepoveduje. Lahovnik pravi, dovoljene so samo visoke, dvakratnik premijeja, visoke plače v državnih firmah, za uspešnost jih ne bomo nagrajevali, se itak ne pričakujemo, da bojo uspešni. Ja, in moja plača fiksna, sploh ni najvišja v energetiki. Pa se tudi nočem, to bi bil dolg cajt. Jaz hočem, da sem izzvan. Ja, tekmovalnost je ena od mojih vrlin, žal ali pa na srečo. Jaz hočem tekmovati, zato da si plačo zaslužim. Sam ne tekmujem v Sloveniji, tekmujem v svetu in v tem uživam vsako sekundo. In ja, bruto, ne vem, Šimac je boljši začunil kot jaz, se bom strelil, bil je 470 ali 490. Ok, razliko sem plačal državi, Sloveniji.
In enega evra nisem pobral v tujini, še manj kam spravil. In sem na to ponosen. In vse to piše v istem poročilu, istem, kot piše o tajni privatizaciji. Sem škoda, ker ste prišli šele zdaj na 168. stran, na 11. pa niste uspeli prebrati. A ima še moče Nova TV na temo tistih bonitet za avte, tista mi je pa ful dobra. Dejte, no, ker sem jih na volji. Ste mi dali iztočnico, gospod? Ja. Sočevar Nova 24 TV, lahko poveste, če drži to, da kljub visokim plačam uprava družbe GEN-I ne plačuje bonitete za službena vozila, oziroma, če se motim, koliko to znaša, povejte prosim vsem na mesečni ravni. Hvala. Hvala. To vprašanje je... Hvala za iztočnico. Ja, seveda. Istoletno poročilo, mislim, da je celo ista stran, ista stran. 11 ali 168? 168. Tudi vi ste se prebili do tja, mi je ful všeč. Imel sem dobrega vodnika. Ja, očitno. Ampak ta vodnik vam ni povedal ene stvari. Seveda je so prikazani, ker morajo biti razkriti, drugi prejemki. Med temi drugimi prejemki je tudi izkazana boniteta za službeni avto, mislim, da recimo, da je 8600, zdaj so na letnem nivoju, strelim. In potem sem jaz res poklical danes v računovodsko službo in sem vprašal, kaj ste vi normalni, kaj vi to meni plačujete? So rekli, ne. To je tisto, kar mi tebi tržemo pri plači vsaki mesec za boniteto. A sem rekel, dobro, ste me pomirili, spravi, nič ne kradem. No, evo. 8600 je tisto, kar plačam, kar mi obračunajo bonitete vsaki mesec pri plači. To spravi 700 evrov, recimo. Zdaj ne vem, ampak nisem specialist za računovodenje. Hvala. Gospod Golob, še eno vprašanje, Andrej Lončar, rekli ste, da pričakujete razumen dogovor oziroma zahtevate dogovor med družbeniki. Zato ste zdaj že dojeli, da ga zahtevam. Sem dojela, ja, hvala. Zdaj me pa samo zanima, kaj zdaj to pomeni? Obstaja možnost, da bi GEN-L popustil pri imenovanju kogarkoli drugega kot vas? Ali za vas edina, za GEN-L, kjer imate vi velik vpliv? Jaz vam to vprašanje vrnil. Zato, ker hočete zreducirati spet na personifikacijo. Ker ne poslušate tega, kaj ljudje govorijo. Ne, kaj jaz govorim. Jaz tukaj nisem v funkciji Roberta Goloba, ki mora skrbeti za svoj materialni status, sem preskrbljen že en lep čas. Jaz nisem tukaj v funkciji Roberta Goloba, ki rabi službo, to, kar hočete, jih imam. Jaz sem tukaj zato, skupaj s svojimi somišljeniki, svojimi prijatelji, uresničujem poslanstvo v korist te države. In jaz, če hočete, ja, če si kaj uzurpiram, si uzurpiram to, da vem boljše od politike, kaj je za to državo boljše. Ja, si upam dati to izjavo. In zato je tisto, kar se borim, samo osebno. To, da to prepoznavajo vsi ostali družbeniki, razen teh nesrečnežev politično imenovanih, ki brez navodil ne morejo nič narediti, ker niso družbeniki, ampak samo nadzorniki, vsi ostali družbeniki pa to prepoznavajo, to je za mene pozitivno. Ker pomeni, da tej družbi, kljub temu, kako je razcepljena, obstajajo razumni ljudje. Si bomo še celo to uporeči. Jaz sem spoznal ogromno ljudi na desnem polu, ki mene kao pripisuje na levi. Ogromno. Na desnem polu, političnem, ne morete verjeti, koliko poštenih ljudi, ki trdo delajo vsak dan je. In oni si ne zaslužijo tega, da niso pripuščeni v nobeno vlado. Ker v vlado jih pa teh, ki trdo delajo in pošteno mislijo in imajo radi Slovenijo, pa nekako ne pripustijo, tudi ko je na oblasti desna vlada. In zato bom vztrajal in zahteval tiste stvari, za katere verjamem, da so boljše za Slovenijo. Boljše za Slovenijo je edina uprava na čelu z Robertom Golobom, ali obstaja kakšna alternativa? Sem to vas prosim. Jaz si tako želim, da bi še našla uprava, bi prišla z vizijo. Jaz sem vam jo predstavil, ki bi bila boljša, ki bi bila bolj ambiciozna, ki bi povedala, Robert, ne skrbi, mi bomo rešili vse to, kar si ti rekel, in hkrati bomo naredili še kaj več. In jaz bi rekel, wow, fanti in punce, hvala Bogu, to sem čakal in kje ste bili do zdaj? In kaj se je v resnici zgodilo? Ta nesrečni človek, ki so ga skurili, je še rekel, da vse vizija je pa tole.
Kako ne pristanem, da podjetje, ki ga gradimo 15 let in ki ima poslanstvo, da bo še 10 let opravljalo naloge, ki bi jih morala vlada, prepustimo nekomu, ki reče, da se vizije nimam? Ni on kriv. Ker on je mislil, da bo kandidiral za člana uprave. Glede na to, da ima GEN-I 25% v celotnem deležu samega sebe, govorite precej tako res, tako kot je že kolega Šimac rekel, da ste vi tisti, ki vodite igro. To se vam zdi. V nadzornem svetu Genela nisem noter. V nadzornem svetu Genela, oprostite, sta 2 predsednika uprave državnih podjetij. Dobro, zdaj Ribič je že bivši, ampak bila sta 2, 5 let. Bil je predsednik uprave enega družbenika in gospod Novšak predsednik uprave drugega družbenika. Sam nisem čutil nobene potrebe, da bi šel v nadzorni svet Genela. Tako da ta personifikacija vam tle pade. Zakaj ne? Zato, ker so vam moji sodelavci povedali, da nas je 500. Ne rabim jaz triniti na funkcije. Jaz nisem tukaj v mojem imenu, jaz sem tukaj v imenu 500 ljudi, ki hoče državi dobro. In če razumete, kaj vam govorim, to pomeni, da tudi če bi hotel se zdaj umakniti, se ne smem, zaradi njih. In se tudi na kraj pameti mi napade. Zaradi njih. Jaz bi še eno stvar vprašal. Ne? Zdaj, ko veliko govorite o viziji, pa mogoče malo tudi o državni energetski politiki pa tako naprej. Zdaj, če bo lastnik vseeno vztrajal in našel neko nadomestilo za vas, kaj pa potem? A vas kaj mogoče zanima tudi, volitve so blizu, a bi bilo to, a bi to kaj tudi prišlo v poštev? Verjamem, da bom to prebral v enem od medijev, prej, kot sem sam odločil. Ker zgodba je zelo podobna, sicer je bila bolj na mestni ravni, enih 15 let nazaj, tudi gospod se je mogel posloviti iz funkcije, podprli so ga sodelavci, v tistem primeru bolj sodelavke, in potem se je šlo tako, kot se je. A je tudi pri vas kaj takega možnega? Ne vem, a je to možno pri vas na financah? Ne vem, finance zaenkrat imajo svojega direktorja, s katerim so lastniki zadovoljni. Jaz tudi verjamem, da imamo mi direktorja in upravo, s katero so lastniki zadovoljni. Niso pa tisti, ki njim vsiljujejo. Dobro, hvala lepa. Katarina Matejič-Bobteve, jaz bi se navezala na kolega. Sami ste rekli, da razumete GEN-I kot neko svojo družbo, da je vaš otrok, v končni fazi ste bili med ustanovitelji, pa vendarle, če po letu 2004 ne dobite mandata in je zgodbe z GEN-I-jem konec, kaj je vaš načrt B? Recimo, da se lastniki na kateremkoli nivoju v 7 dneh dogovorijo, imenujejo upravo, vas ni v njej. Kaj boste in ali so volitve dejansko možnost? Po dolgem času si bom privoščil en dober dopust. Po dopustu pa? Dopusti so pa natančno temu namenjeni, kar me vi sprašujete. Torej niste dejansko do zdaj sploh pomislili na to, kaj bi bilo, če bi bilo? Na kraj pameti mi ne pade, ker se vrnem na točko plana B. Če imam jaz plan B, a se bom potem res boril za plan A? Ne bom se, to ne verjamem. Torej ga nimam. Ker za mene obstaja samo plan A. In če ne bo plana A, bom šel na dopust, imam lepo doma njivico, moče se bom pa posvetil poljedelstvu. Samo skrba s hrano je ful pomembna stvar. Tako da, to sem nekoč že probil, ko smo imeli karanteno in sem se prav fajn imel. Politika pa ni stvar, ki bi vas morda tudi zaradi jeze. Kaj vas ta politika, a govorimo danes o politiki, dobro, da ne izpolnjuje svoje uneja. Veliko. Ne, danes govorimo o resorni politiki, ki žal že lep čas, zdaj pa še posebej, beži od odgovornosti. O tem govorimo. Govorimo o krizi vrednot. In jaz mislim, da to, da si dovoljujemo kot državljani, da samo če si v politiki smeš govoriti o vrednotah, je to napačno. Zakaj pa ne morete vi, zakaj ne morem jaz, z funkcije predsednika uprave podjetja, ki skrbi za družbeno blagostanje, zakaj pa ne moramo mi enakovredno govoriti o vrednotah? Zakaj moramo biti poklicni politiki in samo oni smejo govoriti o vrednotah, hkrati jih pa kršiti vsako sekundo? Zakaj pristajate na ta diskurs? Jaz ne pristajam. Jaz se enako čutim, da mi država pripada, tudi če nisem v politiki, kot če bi bil. Država pripada vsem nam. Ne unim, ki ne znajo nič drugega, kot da so poklicni politiki. Kdaj smo na to pristali? In zakaj? Nikoli ne bi imeli države, če bi na to pristali takrat.
Da bi takratni poklicni politiki edini smeli odločati o samostojnosti Slovenije. Malo Morgan bi omeli. Mogoče pa lahko greste v politiko, pa to spremenite. Vi mi res hočete slabo, ne vem, kaj sem vam naredil, ampak ja. Okay. Nikakor. Še kakšno vprašanje? Ja, Planet TV. Levo. Se prečujem, da se navežem tudi na to, kar ste zdaj omenjali. Prej ste rekli, da je uprava tista, ki najbolje ve, kdo naj vodi podjetje. Torej, 15 let ste že predsednik uprave. Ampak poglejmo tudi nazaj nekoliko. Bili ste recimo podpredsednik Pozitivne Slovenije, na to predsednik sveta SAB, vplivali na to, da ste morda tudi dobili prek politike 3 mandate. Zdaj pravite, da ste trn v peti politiki. Ampak saj ste bili politik. Ne vem, podpredsednik stranke in predsednik sveta je dejansko voljena funkcija in po zakonu SDH recimo sploh niste bili primerni za nadzornika, recimo, ker SDH po zakonu ne bi smel glasovati o vas, ne? Kako komentirate morda tudi to ozadje? Okay. Letnice so zanimive. Predsednik uprave sem postal 2006. Ja, in potem sem v 2011 stal podpredsednik Pozitivne Slovenije. Še zdaj mi je všeč ime Pozitivna Slovenija. Jaz bi takoj bi šel pod zastavo Pozitivne Slovenije. Še enkrat. Zato, ker sem verjel v vrednote optimizma. To sem bil podpredsednik. Pustimo, koliko je voljena funkcija, nepomembno. Potem sem 2014. Mandat, mimogrede, drugi mandat sem dobil v 2011. Preden sem postal podpredsednik. Tako da tle, kje ste najdli povezavo, ne vem, ampak okej, v redu, nima veze. Potem sem 2014 odstopil iz vseh funkcij, očitno sem bil malo razočaran nad politiko, celo levo. Pač sem bil razočaran, sem odstopil. Torej, zdržal sem 2 leti in pol ugotovil, da iz tega sem ugotovil, da lahko naredim bistveno več koristnega za Slovenijo. To izvajam v Geniju. In se še zdaj tega držim. Jaz verjamem, da lahko naredim bistveno več koristnega tudi za moje otroke. Tu vztrajam tle. Ampak ste bili pomemben del politične scene v tem času. In kaj se je zgodilo v tem, a se vrnemo na naš slajd. Dajte, zdaj me prosim dobro poslušajte. Leta 2012 je bilo prikazano. 2012 sem bil podpredsednik Pozitivne Slovenije. Spomnite? Yes. Sem imel kakšno funkcijo v vladi? Nope. Sem imel kakšne nadzornike? Nope. Sem bil generalni sekretar stranke? Ne. Ampak nima pomena, sem bil podpredsednik. Kaj smo mi naredili za ljudi v letu 2012? Se kdo spomni, ko smo prikazali? Razsuli smo monopol plina. A je kakšen politik to naredil? Ne. Kdo je to naredil? GEN-I. A zato, ker sem bil podpredsednik stranke, ali zato, ker sem bil predsednik uprave GEN-I-ja? To je retorično vprašanje, se vem, da vi poznate odgovor. Je težko povedati. Hočem vam povedati natančno to, da ima politika, ima pač svoj domet. Ima. Tokrat malo, če ima načrt, malo prije dlje. Dejansko dobro pa lahko naredimo drugje, še večje. In to je tisto, kar vam hočem dokazati. Takrat, ko se jaz in vsi moji sodelavci lotimo tistega področja, na katerem smo najboljši na svetu, to ni politika. Najboljši na svetu smo v tem, kar počnemo. Takrat lahko naredimo za državo in za naše prebivalce največ. In prav lepo, da ste mi dali to iztočnico. Ravno 2012 smo naredili največ. Niste videli? Plačevali so, preden smo mi to naredili. 30% višjo ceno kot v Evropi. Leto dni kasneje 30% nižjo kot v Evropi. Zaradi ene firme. Ne enega politika. Ene firme. In ker vem, verjetno imate Zorana v mislih, ali ne vem, kdo ga je prej imel, ko vsi mislite na Jankoviča. Kaj mislite, da je bil Jankovič zadovoljen, da smo to naredili? On ima energetiko. Energetika je bila tista, ki je imela visoke cene in je zgubo tolkla zaradi tega, ker je največji dobavitelj plina v državi bila takrat. Z visokimi cenami. Mislite, da je on bil srečen? Mislite, da se jaz z njim usklajeval? Dajte, no.
Ste zato Bratuškovi potem sledili v zavezništvo, ko ga ustanovila? In kaj vam nisem povedal, da sem zapustil politiko v 2014, ker sem bil, kaj že, razočaran? Torej, ljudje, evo, kaj vam povem, naredil sem napako, wow, pa jaz se svojih napak ne sramujem, delamo jih vsak dan v firmi. Samo tisti, ki dela napake, lahko raste. To je naš moto. Ne moreš inovirati ničesar, če ne delaš napak. Ja, pač probaš, narediš napako, ok, gremo naprej. In narediš nekaj bistveno boljšega, s čimer samega sebe, ne da se odkupiš, potolažiš, da napaka je bila koristna, ker si se iz nje nekaj naučil. Mogoče sem se naučil ravno to, da lahko naredim več koristi izven politike. In mogoče me tudi zato ne sili v politiko nobeno neko strašno notranja motivacija, ne vem kakšna, ker verjamem, da lahko naredim tle bistveno več. So simple. Lidija Zupanič, Radio Ognjišče. Jaz bi vas pa rada vprašala, glede na vse, kar doživljate v zadnjih 14 dneh, ali pa glede na ves ponos, na katerega ste lahko upravičen v zadnjih 15 letih. Tukaj vidim dva fanta, ki zelo pogumno, pridno stojita z vam ob ramenih, se pravi, imate resnično močno podporo. Iz zanesljivih virov tudi vem, da imate izredno pripadne sodelavce, dobro plačane sodelavce in sposobne ljudi. Je še v Sloveniji, jaz nisem politik, nisem tudi ne novinar, ampak vseeno vas sprašujem, a je v Sloveniji še možnost oziroma kdaj bo v Sloveniji prišlo do tega, da bomo ljudi ocenjevali po dejanjih, ne pa po politični pripadnosti? Je to sploh mogoče? Zagotovo. Ampak kaj lahko naredimo, da bo temu tako? Lihkar smo to začeli, javno. In naslednji teden bomo nadaljevali, javno. Ker vse, kar počnemo, je javno in transparentno. In celo objavimo na spletni strani za tistega, ki hoče prebrati. Tudi ta konferenca, vsi odgovori danes, bojo šli na splet. Vse so že zdaj, pa bojo šli in bojo tam ostali. To je pa lepota digitalnih tehnologij. Nič se ne zgubi. Celo leto 2012 moraš imeti odgovor, pa leto 2009. Kdo pa beži od odgovorov? Ker vam ne 15 let konsistentnih odgovorov pove vse? Še to bi mogoče komentirala. Rekla sem, nisem novinar, sem pa malo ekonomista. Mi smo se učili, ko sem opravljala magisterij, da je dober menedžer, dobro plačan menedžer, ne? In da je menedžer kakor kapitan, ki mora zadnji zapustiti ladjo. Ne razumem nekako napenjanja ali pa pribijanja na križ uspešnih ljudi, ki imajo pač dobre plače. Jaz sem še vedno mnenja, da jih zaslužijo. Bi pa bolj preusmerila v to, zakaj se recimo na odgovore ne pokliče tistih, ki zapuščajo podjetja in vodila in svoja krmila in ne vem, 300 nesrečnih družin brez plač in tako naprej, sami pa dobre plače vseeno dobivajo in odpravnine. In bi mogoče vas, kolege novinarje, če vas lahko imenujem kolege, izzvala v tej smeri, ne? Dajmo reši to raziskovati v Sloveniji, pa dajmo tukaj nekaj skupaj dobrega narediti, ker sem prepričana, da je podobnih golobov še veliko, ki si zaslužijo dobre plače, pa ni niti to pomembno. Pomembno je teh 500 ljudi od zadaj, ki imajo dobre plače in s tem skrbijo svoje družine. Jaz vam rad nekaj predstavil. Skozi se govori o financah, kapitalu, denarju. Jaz vam rad predstavim eno drugačno zgodbo. Robert, Dejan, Ludvik, Andreja, vsi naši zaposleni, Živa včeraj, pa lahko jih naštejem po imenu, čisto vse. To so tisti, ki so odzadaj ta mašina, ki dejansko sploh omogoči, da se lahko o tem politično pogovarjamo, da se lahko o tem družbeniki pogovarjajo in tako naprej. In
To je ta kapital. In dejansko je največji problem tudi v Sloveniji, da delavci ne pridemo sploh do besede. Ne pridemo do besede. In ta dialog, ki sem ga prej omenil, da lahko jasno pokažemo, kakšne so posledice, če se pogovarjamo o temu, da nam imenujejo upravo na sodišče. Veste, ta uprava z nami dela vsak dan. Imamo upravo, ki ni samo uprava, ne upravlja samo teh funkcij. Zdaj nam rišemo po tabli zadeve. Z Igorjem smo na strateških odborih, kujemo strategije, kako bomo imeli najnižje cene v Sloveniji. Robert je zraven, odbori, ki jih imamo, vse to delo, vse to so oni z nami. To je ta kapital. In nekaj bom povedal čisto iskreno. Težko je ta kapital zadrževati v Sloveniji. Težko je. Headhunterje imamo vsak dan na glavi. A mislite, da nam je vseeno, da bomo Roberta zdaj kar dali enemu tujcu? Ta tujc bo prišel v Slovenijo in naredil to, kar nam tukaj vzeto. Težko je, res vam povem, da je težko. Ponudbe imamo vse povsod zunaj. In se zakaj smo tukaj? To nas noben ne vpraša. Zakaj sploh vztrajamo v tej Sloveniji? Samo zato, ker smo na njo ponosni, ker so naši starši jo ustvarili, ker imamo res izjemno družbeno zavest. Zaradi tega smo še tukaj. In to je tisti klic v sili, da dajmo se že enkrat vsi strezniti, dajmo vzpostaviti ta pravi dialog po vseh nivojih, zato, da tega ne zgubimo. To je naš klic v sili. In tole pismo, ki ga je prej Vito dejansko omenil, je bilo naslovljeno tistim, ki imajo največjo odgovornost, da tole ohranjamo. Ne samo GEN-I. Če smo izčrpali vse teme, samo če počakamo še na gospod Vodušek na mikrofon. Mislim, vrnil bi se na tisto izvajanje gospoda Krkoviča, ki je rekel, da ga je pač klical gospod Snežič. Zdaj, bili smo na tiskovni konferenci gospoda Vrtovca, poslušali smo včeraj tudi ministra Tonina. Vi ste bili tudi državni sekretar, pa veste približno, razen če se je zdaj kaj spremenilo, pač kako komentirate dejstvo, da se pač vse skupaj prenaša na korporativno upravljanje na SDH, čeprav se jasno ve, da generalni sekretarji političnih strank v vseh koalicijah do zdaj 30 let pač usklajujejo kadrovsko politiko in razreze in komu pripada katero področje, seveda oni pa delajo to po navodilu vrhov strank. Zakaj se zdaj potem izgovarja na SDH pa na korporativno upravljanje, če je vsaj po informacijah, ki jih imamo z SDH-ja, so menda vsega skupaj 3 kadrovske zadeve v tem mandatu sami predlagali, medtem ko so jih 150 predlagali po navodilih politike. Jaz si bom dovolil citirati enega zelo inteligentnega, tudi pronicljivega, a hkrati neskončno zamerljivega politika, ki je izjavil nekaj podobnega. Resnica in poštenost sta odrešujoča. Žal tega svojim koalicijskim partnerjem očitno ni povedal. Smo končali z vprašanji. Če je temu tako, potem vam najlepša hvala vsem za prisotnost. Hvala lepa, dr. Robert Golob, za vse informacije. Ste pa mediji vabljeni, da posamezne izjave seveda še počakate par trenutkov in jih vzamete za svoje potrebe. Se strinjamo? Hvala vsem.